Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Kot veste, jaz še nisem poskusila pegginga, sem imela pa že na sebi ta strap-on. In danes bom povedala o tem strap-onu, to se pravi No Parts, je ena znamka, ki je po mojem mnenju perfektna pač za vse tiste, ki bi radi šli v ta strap-on biznis, ki bi radi kaj probali, ker imajo tako dober. Oni imajo ful različnih harnesov. Harnes je tisto, na kar potem pripneš dildo. In obstajajo dve različne vrste harnesov. Imaš take, ki so tako taki trakci in jih pol pač sam pritrdiš na sebe. Imaš pa take, ki so pa prav gate, prav take, navadne gatke so, z luknjo in potem daš lahko noter en ali pa dva dilda. In še tako No Parts je, če nazaj prebereš strap-on. To sem ti zdaj čenala, sem ti tu v glavo. Čakala sem, da bom tu povedala ta fun fact. Pa. Hvala, ja. To se pravi, če strap-on nazaj prebereš, piše No Parts in jaz ne vem, kako šele, pa to je tako ena novejših firm. Kako se niso že tako, 20 let nazaj spomnili narediti firmo No Parts za strap-one, ker pač to je tako taka obvious. Po mojem, ko so oni pogruntali, da so pač tako dobesedno prvi ali eni prvih, da pač nobena velika firma še ne obstaja s tem imenom, so bi sam tako, wow, kako je to možno? Ker jaz sem lahko, kako je to možno? Glavno, oni imajo potem različne dilde, ki jih potem lahko daš v te njihove pasove. Imaš tudi take, ki so votli. Tukaj, naprimer, pridejo v igro te dvojne luknje, te gatke z dvojnimi luknjami, da daš lahko noter dva različna dilda, če hočeš double penetration delati. To zdaj ni povezano z peggingom. To je recimo, če hoče ženska uživati v dvojni penetraciji. Čez eno luknjo je lahko tudi penis, malo neudobno, ampak gre. Lahko pa tudi recimo za moške, ki imajo težave z erekcijo, ali da jim prehiter dol pade, ali da ne morejo doživeti erekcije, pa hočeš vseeno, pa če res sam na nek način zadovoljiti žensko, lahko uporabijo potem ta votu dildo, dajo enega, pač potem ti votu dajo svoj penis. Ta drug je tako. In potem lahko tudi tako izvajajo dvojno penetracijo. Ali pa eno penetracijo sam z votlim dildom. Zdaj sem zašla iz teme, to je pegging, ne? Tako da, kar vam hočem povedati je, da jaz ful bolj priporočam za tiste, ki še začenjate, da imate te gatke, pa da greste size down. To se pravi, če ste drugač raje vzemite S, ker je boljš, da vas malo bolj stisne, ker je potem tudi dildo bolj fiksiran. Se manj premika naokrog, ker tiste strepe, to se pravi harnese, pač se lahko jih ful zategneš, ampak še vseeno manj je stika s tvojo kožo, ne, s tem harnesom, kakor pri gatkah in te potem manj stisne in je potem še vseeno dildo malo tako flak. Jaz sem to sprobala na šihtu, seveda. In jaz, a bila takrat tam? Ja. Jaz sem toliko uživala, jaz sem bila tako, wow. Zdaj vem, video imamo, ko Lucija s strap-onom neko tisto realistično lutko penetrira in Lucija tako najbolj srečna ever. To je toliko zanimiv občutek, pač, da ti nekoga penetriraš. Ja. Pač vi moški to samoumevno jemljete, ampak to je tako zanimivo. To bi mogla vsaka ženska, že sam, da ga imaš gor. Jaz že sam, da sem ga imela gor, pa da sem laufala po pisarni, pa lovila sodelavke s tem. It was so much fun. Jaz od takrat naprej, pa to še zdaj nisem naredila, je pač moja želja, da si kupim jaz en ta strap-on in ga imam pač sam za doma za okrog nositi. Ker je tako zabavno, ker pač tako kar dol pogledaš in je pol kar en penis tam in kar tako ven iz tebe je in pol tako narediš tuk in se pa tako premika in ne vem, v glavnem jaz razumem, zakaj moški hodijo po svetu tako pokončno in shit. Pa to je čist neki drug občutek te preplavi, kot iz tebe neki tako ven štrli. It's so fun. Tako da, iz nas pa joške štrlijo. Jaz mene ne. A ja? Okay. Tako da jaz ne vem, kakšen je ta občutek. Sem imela pa enkrat tudi neumetne joške gor in je bila tudi tako dober. To je tako zabaven občutek. Pač vse ženske, ki imate velike joške, ko hudo. To je tako da, ja, ful zabavno. Ne vem, tako te neki deli, ki štrlijo ven iz tebe, so much fun. Tako da, ja, ful priporočam v glavnem tale No Parts. Veš, kaj še lahko dodam nekaj? Ja. To razliko, kaj je čisto v praksi, imaš ful več kontrole s temi hlačkami, zaradi tega, ker se te bolj oprime in
Veš, mi ne čutimo zares tega penisa, ampak s temi hlačkami ga bolj čutiš in bolj veš, v katero smer gre, kakor pa s tistim harnesom, ki ima ponovadi tako en trikotniček, tak trd material in ne veš, kje se začne, niti kje se konča, niti ni glih. Pač cilj je, da čutiš približno, kaj delaš, ne? Ja. Imaš potem še to sem prej rekla, da ga je Sara, da ga ima doma. In sicer to so pa strapless strap-oni. Strapless zaradi tega, ker nimajo nobenih teh trakov ali pa gatk. Kako to deluje? Predstavljaj si kakor eno tako banano z unim delom, tistim štrclem, tako še malo podaljšanim in ti gre potem noter v nožnico. Banana je pa potem penis, ne? In se bomo dali kakšno sliko. Tle bomo dali neko sliko, zraven, da si jo lažje predstavljali. In to ima potem ženska v nožnici, tle moraš res pač stisniti. To je pri tebi dobro, zdaj, ker ne sprostiš mišic medeničnega dna zares in to tebi drži bolj. Ne, še vedno ta ne drži glih. Ne? Lahko povem? Ja. Jaz imam doma enega, obstajajo različne vrste. Obstajajo tak, ko ima sem za zatakniti en štrcelj in tu se ti kao zatakne malo za sramno kost. Z njim nimaš ful veliko kontrole. Res težko penetriraš, če ne daš gor še enih hlačk. Fajn je, če daš no parts, recimo. Pol imaš pa še take, ki so napihljivi, ki imajo ta del, ki gre v nožnico, napihljiv. Ti pa stojijo boljš noter. A imaš napihljivega tudi? Ne. Ja, to sem hotela povedati, da pri teh strapless je ful dober, pač vsaj na začetku, vse mogoče pol, če ga dosti uporabljaš, pa vadiš, tudi naštudiraš, kako ga lahko dobro držiš noter v sebi. Ampak če daš sam te gatke lepo z luknjo in ti potem gate v bistvu na mestu držijo, point teh strapless strap-onov je pa v tem, da imaš tudi ti kot ženska ful več stimulacije. Prvo kot prvo nekaj imaš noter v nožnici in ful velikrat pač tudi vibrira ta notranji del. Plus, itak pol pride tako dol in se naslanja en del tega dilda še na klitoris, tako da te potem stimulira in na G-točko in na klitoris in veliko več čutiš v glavnem. Pa vibrirajo ponovadi ti, ki so strapless. Ta no parts ima dva različna straplessa. En je pač čist navaden, ki ne vibrira, en je pa tak, ki vibrira, pa zraven ima še daljinc, tako da lahko potem lepo delaš, kar hočeš in si tako, pač, a veš, v roki imaš daljinc, ni treba tam od spodaj nič šlatati in spreminjati in si lahko narediš točno tako, kot ti paše v trenutku z daljincem. Tako da za ženske, ki hočejo probati pegging, bi jaz najbolj priporočala te strapless dilde v kombinaciji s temi gatkami, zato da je to vse na mestu. Drugače pa velikrat tudi ženske pravijo, da tudi samo s tem navadnim strap-onom one ful čutijo. Zakaj? Zato, ker je pač večina seksa samo v glavi. Pač možgan je naš najbolj pomemben spolni organ in to, kar ti nekaj vidiš in si predstavljaš, igra največjo vlogo, veliko večjo, kot kar se te nekdo dotika. Se vsi vemo, pač, velikrat je glih, pač pri moških je malo drugače. Pri moškega se malo dotakneš in je velikrat takoj vzburjen. Medtem ko žensko ti lahko tam nekaj božaš po piški, pa pač ne bo nič. Zato, ker je to ena stvar, pa bo vse. Pač ful je vse v glavi. Pač tako mi se ne bomo kar vzburle, če nas bo en malo pobožal po piški ali pa po riti. In zato tudi ženske lahko ful uživajo, brez da je dejansko sploh neki orang stimulirano. Tako da ja. To v glavnem sem hotela povedati. Enkrat bom tudi to upam, da sprovala. Mogoče pa s kakšno žensko. Ja, v glavnem. Ne, si prej rekla, da priporočaš tega strapless, ne? Za ženske. Jaz po drugi strani bi priporočala za začetek, če hočeš sem probat, v resnici hlačke z nekim navadnim, upogljivim, dost oskim dildom. En nasvet, ki sem ga velikokrat zasledila, ko sem brala pač o teh peggingih in to, kako začeti, je, da greš v trgovino skupaj s partnerjem ali pa pač na splet. In potem ženska izbere harness, tisti, ki se ji pač zdi, da ji bo najbolj všeč, in barvo in stil in vse. Moški pa izbere dildo, ki bo šel v ta harness. Wow, yeah. Zato, ker pač dildo bo šel v njega, ne? Yeah. In pač on bo tisti, ki bo določil velikost in obliko in trdoto in vse skupaj. Yeah. Tako da, ja. Glavnem, te dilde, harnesse in vse skupaj, the whole shebang, dobite na Pitchpopu. Skoda med nama 10.